Pozdravljeni in dobrodošli v informativni vdaji Splet dogodkov tedna. Ta mesec je poseben, saj vse okrasimo za praznično vzdušje in nas čakajo številne praznične radosti. Ta teden nas je obiskal Miklavž in prinesel nekaj lepih presenečenj. Zdaj pa k aktualnim novicam. Vlada je na včerajšnji seji na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije 1. marec razglasila za dan inkluzije, kar bo prispevalo k ozaveščanju o inkluziji v družbi, so sporočili z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Inkluzija pomeni, da vsak posameznik dobi priložnost za polno sodelovanje v družbi, kar vključuje dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenih storitev in drugih področij. RTV Slovenija in Pop TV izboljšujeta dostopnost svojih vsebin za osebe z okvaro sluha. RTV Slovenija že več kot 20 let omogoča podnapise za slovenske oddaje, zdaj pa uvaja testno samodejno podnaslavljanje v živo s tehnologijo za prepoznavanje govora. Pop TV je začel pilotni projekt podnapisov za oddaje v slovenščini, ki so na voljo na televiziji, spletni strani 24ur.com in v aplikaciji. Do konca leta pa bodo podnaslovljene tudi vsebine na Voyo. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije te korake pozdravlja kot pomemben napredek in poudarja, da dostopnost informacij predstavlja temeljno človekovo pravico. Odnosi med predsednico RS Natašo Pirc Musar in premierjem RS Robertom Golobom so se zaostrili zaradi domnevnih pritiskov na policijo. Premierjev zastopnik je trdil, da KPK ni neodvisna, ker je Tatjana Bobnar našla podporo v predsedničinem uradu. Urad predsednice je to zavrnil in poudaril, da je KPK neodvisna in se politika ne sme vpletati v njeno delo. KPK je premierjeve očitke označila kot neutemeljene. Odzvale so se tudi politične stranke, pri čemer so v SD izpostavili pomen pravne države, medtem ko so v Gibanju Svoboda podprli Golobovo mnenje o farsi. Ob mednarodnem dnevu invalidov je Damjan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, opozoril na ovire, ki kljub številnim uspehom parašportnikov otežujejo razvoj parašporta v Sloveniji. Poudaril je potrebo po večji vključitvi invalidov v športne programe in izboljšanju infrastrukture. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je izpostavil pomembnost skrbi za najranljivejše, opozoril na težave pri dostopu do pravic invalidov in podprl deinstitucionalizacijo ter pravico invalidov do samostojnega življenja. V Volkswagenovih tovarnah v Nemčiji je v ponedeljek potekala enodnevna stavka, ki se je udeležilo skoraj 100.000 delavcev. Stavka je bila odgovor na načrte podjetja o zaprtju tovarn, znižanju plač in odpuščanjih. Zaposleni nasprotujejo tem odločitvam in napovedujejo nadaljevanje protestov. Stavka je potekala po neuspešnih pogajanjih o novi kolektivni pogodbi, ker sindikat nasprotuje znižanju plač in zaprtju obratov. Vodstvo Volkswagna poudarja, da spoštuje delavske pravice, a si prizadeva za trajno rešitev. Po izglasovani nezaupnici vladi Michela Barnierja je slednji odstopil. Macron je napovedal, da bo kmalu imenoval novega premierja. Macron je zagotovil, da bo kljub politični krizi izpolnil svoj mandat do leta 2027. Opozicija, predvsem skrajna desnica, poziva k njegovemu odstopu, vendar predsednik to odločno zavrača. Barnierjeva vlada je prva po letu 1962, ki je padla zaradi nezaupnice,
zaradi česar se politična nestabilnost v Franciji nadaljuje. Potem, ko je predsednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol v torek razglasil izredno vojno stanje, ki ga je nato zaradi nasprotovanja parlamenta preklical, so izbruhnili množični protesti. Opozicija ga obtožuje vstaje, sindikati pa zahtevajo splošno stavko, dokler ne odstopi. Yoon, ki se je za ukrep odločil zaradi domnevnih groženj s strani Severne Koreje, podrobnosti o nevarnostih ni navedel. Njegovo ravnanje je sprožilo kritiko tudi v njegovi stranki, ki zdaj zahteva odgovornost vpletenih. V Ljubljani je ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u ponovno odprl vrata muzej spolno prenosljivih okužb, namenjen ozaveščanju mladih o preprečevanju okužb. Mladim v sproščenem okolju ponuja informacije o gonoreji, klamidiji, sifilisu, HIV, HPV-ju, hepatitisih ter o pomenu zaščite in rednega testiranja. Muzej vključuje interaktivne vsebine, kot so kvizi in vadba pravilnega nameščanja kondoma. Zdravnica Evita Leskovšek je poudarila pomen zgodnjega ozaveščanja mladih o zaščiti. Muzej bo odprt do 12. decembra. Projekt sofinancirajo Ministrstvo za zdravje ter občini Ljubljana in Maribor. Na Evropskem prvenstvu v rokometu je slovenska ženska reprezentanca premagala Avstrijo s 25-24 in se z osvojenim drugim mestom v skupini E uvrstila v glavni del prvenstva na Dunaju. V prvi tekmi v četrtek proti Nizozemkam pa so Slovenke izgubile z 22-26. Caligari je v Italijo pripeljal napravo Touch2See, ki slepim omogoča bolj doživeto spremljanje nogometnih tekem. Naprava ustvari majhno igrišče, na katerem se magnetni disk premika kot žoga, medtem ko vibracije in zvočni vpis sledijo dogajanju na igrišču. Touch2See je bil že preizkušen v Franciji in je uradni partner olimpijskih iger v Parizu. Naprava je debitirala med tekmo Caligarija in Verone v seriji A, preizkusil pa je tudi paralimpijski prvak Daniele Casoli. Pobuda je požela pohvale tudi italijanskega ministra za invalide. Svetovni pokal gluhih v košarki 3x3 se bo odvijal od 10. do 14. decembra 2024 na Univerzi Gallaudet v Washingtonu v Ameriki. Tega prvenstva se bosta udeležili tudi slovenski ekipi. V prvi bodo igrali Saša Lukić, Miha Zupan, Jaka Marković in Jan Orešnik, v drugi pa Lazar Tasanajević, Andreas Andrejc, Matic Makuc in Max Podgoršek. Prva tekma bo 11. decembra ob 14. uri in sicer Slovenija 1 proti Ukrajini, druga tekma pa bo ob 15:20, ko se bosta pomerili Slovenija 2 in Nova Zelandija. Jutri bo delno jasno, po kotlinah megla. Temperature se bodo zjutraj gibale od -6 do -1, čez dan od 3 do 8 stopinj Celzija, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. O noči na nedeljo bodo rahle padavine na zahodu, na Primorskem burja. V nedeljo bo oblačno. Popoldne se bodo padavine razširile na vso državo. V notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem ponovno burja. V ponedeljek se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo oblačno z občasnimi padavinami. Zdaj pa h kretnji tedna. To je kretnja za priimek Trump in jo naredimo takole. Kretnja Trump je tudi med predlogi za glasovanje za kretnjo leta, ki poteka do 6. januarja. Glasujete lahko še za kretnje za umetno inteligenco,
Palestino, Gazo, Mir in Mastercard. Glasujete lahko na naslednji povezavi. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Želimo vam prijeten preostanek tedna, obilo zdravja in veselja, zlasti v čarobnem decembrskem času. Se vidimo prihodnji teden.